Mo Wilson je 25-letni čudežni otrok. Obetavna mlada ženska, ki ima vse življenje še pred seboj. Zadnja stvar, ki jo je Mo Wilson naredila na tem svetu, 11. maja 2020, 2:21:15, je bilo, da je zakričala od groze. Nenadoma, tragično prekinjeno. Ni pri zavesti. Po obrazu in po zadnjem delu glave ima kri. Ne vem, kaj se je zgodilo. Preprosto sem se znesla nad njo. Njen umor je bil ciljani napad. Bilo je osebno, a ustrelila jo je v srce. Sledi vodijo k njenemu ljubimcu. Bila je s svojim prijateljem Colinom. Očitno je sinoči umrla. In kmalu pripelje do njegove ljubice. Nihče drug na svetu ni bil jezen. Imam tvojega fanta, Fran. Je bilo to z Mo Wilson? Samo ona. Medtem ko se je Colin pogovarjal z nami, je bilo omenjeno tvoje ime. Jaz bi... Glavna osumljenka v primeru kmalu pobegne iz države in se skriva na očeh javnosti. Armstrongova je spremenila svoj fizični videz. Prebarvala si je lase na rjavo. Armstrongova je uporabljala različna imena, psevdonime. Ta imena je uporabljala v joga studijih in drugih nastanitvah, odkar je prispela v Kostariko. Večmesečno mednarodno iskanje se konča z aretacijo. Toda bo pravica zadoščena? Ko si ustrelila Mariah v srce, si ustrelila tudi mene, moje srce. V tej zgodbi ni zmagovalca. To So Crimes of Passion na Law and Crime. Jaz sem Sierra Gillespie. Vsako leto sredi maja se stotine kolesarjev zbere v osrednjem Teksasu na vsakoletni dirki Gravel Locos. To je 100-milska kolesarska dirka po podeželskih, makadamskih in gramoznih cestah, ki preizkuša najboljše kolesarje. In tukaj se ta zgodba začne, s kolesarsko dirko. Konča se tudi z dirko, vendar drugačno. To bo tekma s časom, ko bodo preiskovalci poskušali ujeti domnevnega morilca. Ker leta 2022 25-letna ženska, ki naj bi zmagala na dirki, sploh ne obleče tekmovalne opreme. Namesto tega, le 3 dni preden pištola označi začetek dirke, odjekne še en strel. Stala je nad njo. Dvakrat je ustrelila v glavo. In ji izstrelila še en naboj naravnost v srce. 18. maja 1996 se je Anna Mariah Wilson rodila v Littletonu, New Hampshire. Čeprav je bilo njeno uradno ime Anna, so tisti, ki so ji bili najbližje, vedeli, da je uporabljala vzdevek Mo. In po vseh pričevanjih je bila Mo res nekaj posebnega. Njena družina se je spominja kot ljubečo, odlično poslušalko in osebo, ki je bila predana stvarem, ki jih je imela rada. Tukaj je mojna tesna prijateljica Caitlin Cash. Moja nekoč rekla, če nismo pripravljeni tvegati katastrofalnega neuspeha, verjetno ne sanjamo, ne živimo ali ne ljubimo na pravi način. To je globoko. To je močno. To je ljubezen. Mo je odraščala v Kirbyju, Vermontu, majhnem mestu tik čez mejo z New Hampshirom, ki leži v zelenih gorah, po katerih je Vermont znan. Njen domači kraj je znano po svoji neokrnjeni lepoti. Mirna jezera, gore, hribi in poti, popolni za pohodništvo, smučanje ali kolesarjenje. In prav zadnji 2 sta Mo resnično navdušili. Pri samo 17 letih je Mo osvojila bronasto medaljo na ameriškem mladinskem prvenstvu v smučanju in deskanju na snegu leta 2013. Po končani srednji šoli leta 2014 se je vpisala na prestižni Dartmouth College, kjer je še naprej smučala in bila celo članica univerzitetne ekipe v alpskem smučanju. Mo je leta 2019 diplomirala na Dartmouthu z diplomo Bachelor of Arts z področja inženirstva. Ravno v tem času je začela preusmerjati svojo pozornost s smučanja na kolesarjenje. Mo je živela za kolesarjenje, jedla, spala in dihala za kolesarjenje. Po njenem osmrtnici je Mo dobesedno prestavila v višjo prestavo in postala vrhunska kolesarka. Tudi po diplomi je delala pri Specialized Bicycle Components, podjetju, ki prodaja vse vrste koles, opreme in oblačil.
Toda leta 2022 se je Mo odločila zapustiti delo pri Specialized in postati poklicna kolesarka. In to je pripeljalo Anno Mariah Mo Wilson v Austin v Teksasu maja 2022, kjer se njeno življenje konča in se ta primer začne. Zdaj je 11. maj 2022 in Mo je v Austinu. V mestu je zaradi dirke Gravel Locust, ki je načrtovana za soboto 14. maja v bližnjem Hiku v Teksasu. Toda Mo se odloči, da pride na območje prej in biva pri svoji dobri prijateljici, Caitlin Cash, ki živi v stanovanju le nekaj minut od središča Austina. Toda Mo se sreča tudi z drugim prijateljem, Colinom Stricklandom. Colin je prav tako profesionalni kolesar. Tako sta se on in Mo spoznala. Pravzaprav sta imela kratko razmerje oktobra 2021. Leta pred tem je bil Colin v dolgoletni zvezi s svojo punco in poslovno partnerko Caitlin Armstrong. Toda jeseni 2021 sta se on in Caitlin za kratek čas razšla. Tako sta imela Colin in Mo nekaj tednov nekaj med seboj, dokler se ni vrnil k Caitlin. Do maja 2020 se zdi, da je vse to stvar preteklosti. To sta samo dva prijatelja, ki se pogovarjata in preživljata dan skupaj, kaj ne? Tako Colin opisuje, kako je preživel 11. maj 2022 z Mo. Šla sem na Tibet yesterday afternoon, and then we started her and I dropped her at her apartment she's been staying at. Po dnevu, ki sta ga preživela skupaj, Colin odpelje Mo nazaj do stanovanja na svojem BMW motorju. On bo eden zadnjih ljudi, ki bodo Mo videli živo. Ko se Caitlin Cash vrne v svoje stanovanje, naleti na pretresljiv prizor. Austin 911 potrebujete policijo, gasilce, reševalce ali druge službe? Potrebujem reševalce. Moja prijateljica je pri meni in pravkar sem prišla noter. Ona pa leži na tleh kopalnice in povsod je kri. In ne vem, kaj se je zgodilo. Ne morem ugotoviti, kaj se je zgodilo. Povedal ti bom, kaj moraš narediti. Moram izvedeti še nekaj več. Kako ti je ime? Moje ime je Caitlin. Caitlin, si zdaj z njo? Ja, zdaj sem z njo. Mo Wilson je bila ustreljena 3-krat. 2-krat v glavo in 1-krat v srce. Je budna? Ni budna, ima kri po celem obrazu in po zadnjem delu glave. Ali diha? Ne. V redu. V redu, takoj začnem urejati pomoč. Potem pa ti bom natančno povedal, kaj moraš narediti, prav? V redu. Reševalci so že na poti, da ti pomagajo. Ostani na liniji, Caitlin. V redu. V redu. Če je defibrilator na voljo, pošljite nekoga, da ga prinese in mi sporočite, ko ga imate. V redu, poslušaj pozorno. Si zdaj tik ob njej, Caitlin? Ja, sem. V redu. Položi jo na hrbet na tla in odstrani vse, kar ima pod glavo. Sporoči mi, ko bo to narejeno. Caitlin Cash začne izvajati več kot 100 stisov prstnega koša na Mo, medtem ko čaka, da prispejo reševalci. Želim, da veš, da sem se tisto noč za Mo borila z vsem, kar sem imela. Od trenutka, ko sem prišla domov in začela izvajati stise prstnega koša, kar je bilo najdaljših 10 minut v mojem življenju, spomnim se, kako sem občutila olajšanje, ko je prispela policija in je bila pomoč končno tam. Ljudje, ki so res vedeli, kaj počnejo in ki so mi lahko pomagali skrbeti za njo. Ne vem, kaj se je zgodilo. Preprosto sem znorela na njo. Sedi po konci. Kljub temu je prepozno. Vprašala sem enega od policistov, zakaj ne pripeljejo dol. In takrat mi je povedal, da žal ni preživela. To je bil prvi trenutek tiste noči, ko sem spoznala, da iz tega ni več vrnitve. Mislim, da sem preprosto predvidevala, da bo, ko jo bodo odpeljali v bolnišnico, vse v redu. V kaosu tiste noči mi niti na misel ni prišlo, da ne bi bila več živa. Da bi umrla. Da je bila že mrtva, ko sem prišla domov.
Le nekaj minut po prihodu na prizorišče so preiskovalci našli ključne dokaze, vključno s tulci in kolesom Mo. Tukaj je tulec. Tulec je tukaj, tik ob mojem desnem kolenu. Kaj? Tulec je na desni. Nekdo je tik ob meni. V redu, prav, pojď ja. Ob 4:32 sem našla kolo. Caitlin bo nocoj 3 ure govorila s policijo in opisovala vse podrobnosti večera. Končno so mi dovolili, da sem si v kopalnici na policijski postaji umila kri z rok. In nikoli ne bom pozabila tistega trenutka v kopalnici. Opazovala sem, kako je umivalnik postal rdeč in si želela, da bi kri vrnila nazaj na roke, ker je bila to edina stvar, ki mi je še ostala od nje. Toda pred tistim srce parajočim trenutkom mora Caitlin Cash povedati vse od začetka. Kako je ime? Njeno ime je Mariah Wilson. Mariah je njeno srednje ime. Njeno prvo ime je Ana. Ana? Mislim, da je. Kdaj njen rojstni dan? Ja? V redu. Poznaš njen rojstni dan? Ne vem, veš, kateri dan in mesec? Ne, vem samo, da jih ima 26. Stara je 26 let. V redu. A ima tam zgori kakšno vozniško dovoljenje ali denarnica, veš? Morala bi jo imeti. Ja, ona jo ima. Pravi, da je iz San Francisca. No, ona je iz Vermonta, živi v San Franciscu. Prišla te obiskat? Ja, tukaj je zaradi kolesarske dirke ta teden. Kot pojasnjuje Caitlin Cash, se je Mo prej čez dan srečala s Colinom Stricklandom. On je Colin Strickland. Ja. In veš, kje je Colin Strickland, ali te ta zdaj? Daj mi njegovo telefonsko številko. Dobimo podatke od tebe, rekla si, da je šla plavat s Paulino Strickland. Plavanje. Odšla sem domov k njej s prijatelji. Vrnila sem se. To je tvoj mož. Katera je Colinova najljubša? Veš, katera? Focus star. Oh, dear cut. Hej. Sta viva prijatelja? Vidva. Naši prijatelji so vsem bolj znanci. Ne vem, zakaj se je Carrie oblekla kot kolesarka. Kolesarka? Ali živi v tej okolici? Živi v Južnem Austinu. Misliš njegovo igralko? Ne. Caitlin morda ne pozna naslova, vendar ga preiskovalci kmalu izvejo. Naslednji dan izsledijo Colina Stricklanda. Poslal mu bom sporočilo prek ATV-ja. Colin je Prva? oseba. Hej, torej, ali poznaš Ano? Mo. Ja, vsi jo kličejo Mo. Monique Martin. Primek je Wilson, je kolesarka, je gravel kolesarka. V redu, torej, Vedno je varen, gospod. Torej, očitno je sinoči umrla. Umrla, to je preiskava, vendar jo obravnavajo kot umor. Colin sodeluje s preiskovalci in pojasnjuje, da je imel romantično razmerje z Mo, vendar le nekaj tednov. Zdaj je spet skupaj s svojo dolgoletno punco in poslovno partnerko Caitlin Armstrong. Glej, res jo imam rad, samo nisem bil prepričan, da bi si res želel z njo deliti življenje. Rad bi imel občutek, da sva še boljša poslovna partnerja in prijatelja. In ona je čudovita oseba, zelo koristno jo je imeti ob sebi in je res prijazna. Tako da res ni bilo nekaj, kar bi čutil, ni bilo nobenega kričanja ali upitja ali kakršnekoli travme. Ali je Caitlin kdaj v preteklosti postala tako jezna? Nisem nujno mislil, da bi kaj naredila, veš, ampak mislim... Ali je kdaj kaj zagrozila? Vedno je delovala kot zelo blaga, nežna oseba. Na tej točki je Caitlin Armstrong že pod drobnogledom policije. Črn džip je bil opažen v bližini kraja zločina okoli časa Mojevega umora. Zelo podoben avto pa stoji na dovozu Colinove hiše. SUV
Caitlin Armstrong. Colin, ker veš, da je vozilo Caitlin tam, kaj misliš, da se je zgodilo? Ne morem si predstavljati. Poznam oba človeka in si ne morem predstavljati. To je tako daleč od resničnosti, v kateri živim. S tem se spopadam. Vprašaj me, kaj misliš. Ali je sposobna? Ne mislim, da je prva oseba, za katero mislim, da je tega sposobna. Nikoli v milijon letih ne bi imel nekoga v hiši z mojo mamo, za katerega mislim, da je tega sposoben. Torej odgovor ne. Ne verjamem temu. To je moj pogled na svet. Colin pravi, da temu ne verjame. Caitlin Armstrong nikoli ne bi naredila česa takega. Je prijazna in nežna. Kljub temu želijo preiskovalci govoriti s Caitlin osebno. Pridržali so jo na podlagi nepovezanega naloga zaradi neplačila storitve povezane z injekcijo botoksa leta 2018. Preiskovalci izkoristijo to priložnost, da zaslišijo Caitlin na sedežu policije v Austinu. Torej je bil nalog, za katerega so mislili, da je tvoj. Zaradi imena očitno je bil datum rojstva napačen. Prav. Torej je prišlo do nesporazuma glede tega. Tako, ampak res bi rada govorila s tabo in razjasnila nekatere stvari. Ker je Colin omenil tvoje ime. In mislim, da imaš veliko več informacij, ki bi lahko razjasnile nekatere stvari. Ali ima to smisel? Ima smisel. Mislim, da bi morala imeti prisotnega odvetnika. Torej, to je popolnoma tvoja odločitev. Torej, v tem trenutku lahko kadarkoli odideš. Torej, to bo zdaj prostovoljno, ker nisi pridržana, prav? Torej, po tem pogovoru boš lahko odšla, nisi pridržana. Trenutno ne boš šla v zapor. Nič takega, prav? Ker ta nalog ni veljaven, prav? Očitno pripada nekomu drugemu. Torej, ta pogovor je trenutno prostovoljen. Vrata so odklenjena, lahko odideš kadarkoli. Torej. Z veseljem bi odšla. On bi z veseljem odšel. Ljudje so me aretirali pred mojo hišo, pred vsemi mojimi sosedi in me privedli sem z lisicami na rokah v Austinu. Bilo je neverjetno. Ja. In tako mi je žal, na tem delom nimam nadzora, prav? Nisem jezna na te. Ja. Naj ti malo razložim neke stvari. Torej, dogaja se neka situacija. Si slišala, kaj se je zgodilo v zadnjih 24 urah? Colin je vstopil v hišo in rekel, da je ena od žensk v kolesarski skupnosti umrla. Ja. Medtem ko je Colin govoril z nami, je prišlo na dan tvoje ime. In zdi se, da se dogaja veliko stvari in zdi se, da je Colin morda že nekaj časa govoril s to punco in je nekako omenil tudi tvoje ime. Mislim, da je še veliko več, ker mislim, da mogoče tudi ti kaj govoriš. In rada bi slišala tvojo plat zgodbe. Prav? Ker sta vedno dve plati zgodbe. Ko slišimo samo njegovo plat zgodbe, ima on zelo drugačno različico vsega, kar se dogaja. Prav? Običajno je veliko več ozadja, ki pojasnjuje veliko stvari. In ko slišimo samo eno plat, imamo samo eno plat, s katero lahko delamo. Je to razumljivo? Mislim, da ja. Ja, zato bi res rada govorila s tabo, ker se sliši, kot da so med tabo in to punco neki problemi. In mislim, da je verjeten v ozadju še veliko več, kar bi mi lahko pomagala razložiti. Morda obstajajo razlage za veliko stvari, ki so se zgodile. In mislim, da bi bilo zelo koristno slišati tudi tvojo plat zgodbe, da lahko se skupaj razjasnimo. V redu, nisem prepričana, kaj točno misliš ali katere informacije želiš. No, sliši se, kot da je, kot da je mogoče pred kratkim šel ven s to punco. In mogoče se iz tega, kar pravi, sliši, da si bila zaradi tega malo vznemirjena. In zato sem želela slišati tudi tvojo plat zgodbe, ker ni pošteno, če on govori le eno različico in skuša zgodbo peljati v eno smer. In želim se prepričati, da temu ni tako. To ni res. Ja, in zato sem želela govoriti s tabo, ker je to fant. On bo govoril svoje in zato želimo poskrbeti, da slišimo obe strani zgodbe in vse skupaj razjasnimo. Kaj si počela včeraj? Mislim, da bi rada odšla. Bi rada odšla?
Ja, v redu. Torej, to je popolnoma tvoja odločitev, ampak razumi, če odideš, imamo samo eno plat zgodbe. In glede na to, kar slišimo od Kolina, veš, je to ena plat in mislim, da bi bilo zelo koristno slišati še drugo plat in malo bolj razložiti, kaj se v resnici dogaja. No, pravzaprav nisem prepričana, kaj sploh misliš ali kaj bi on lahko rekel, ker nisem imela pojma, koga je videl ali s kom je šel ven s to punco. V redu, v zadnjem času. Ali je govoril z njo, z vsemi nocoj? Pravzaprav ne vem in rada bi odšla. V redu, torej v redu, to je popolnoma tvoja odločitev. Vrata so odprta, lahko greš. Ampak spet, to nas omejuje na to, da imamo samo eno plat zgodbe. In tvoje vozilo je bilo videno poleg njene hiše. In o tem smo morali govoriti, prav? Ker ko on govori te stvari in potem je tvoje vozilo opaženo, rada bi lahko pojasnila, da za to obstaja logična razlaga. Morda si bila vznemirjena in si bila samo na tem območju ali kaj podobnega. Ne vem, ker ne poznam tvoje plati zgodbe. Ali to ima smisel, ker rada bi to lahko pojasnila, ko tega ne morem razložiti. In vse, kar vidim, je, da je tvoje vozilo tam. To potem izgleda najbolje, kaj ne? Prav. In potem, ko se pogovarjamo s Kolinom in slišimo, da je bilo nekaj ljubosumja v igri, to ne zveni najboljše. Zato res želim slišati tvojo plat zgodbe, ker je morda v ozadju še veliko več. Da bi odšla, če lahko grem. Redu. Caitlin ni aretirana, zato lahko gre. In kar naenkrat se izmuzne iz rok preiskovalcev in sproži 6 tednov dolgo mednarodno iskanje. Medtem ko nekateri preiskovalci sledijo Caitlini sledi izven države, drugi v Austinu počasi začnejo sestavljati koščke skupaj in Caitlin Armstrong povežejo s krajem zločina v noči umora. Izsledijo Caitlinin džip. Prodan je bil avtohiši CarMax za $12,200. Poleg tega preiskovalci uspejo dostopati do Caitlinine zgodovine iskanja in ugotovijo, da je na dan umora spremljala Mojev Instagram profil ter uporabila Mojin Strava račun, da bi tisti dan sledila njeni lokaciji. Oboroženi s temi informacijami so uradniki prepričani, da imajo močan primer in verjetno osumljenko za umor. Ko pa pride čas za aretacijo Caitlin Armstrong, je nikjer ni mogoče najti. Skoraj kot da bi Caitlin izginila brez sledu. Minevajo dnevi, nato tedni, nato meseci. Ponujena je celo nagrada v višini $21,000 za informacije o tem, kje je Caitlin. Vse utihne, dokler končno ne pride do preboja v primeru. Tukaj sem, da sporočim, da so Caitlin Armstrong 29. junija prijeli tuji uradniki v Republiki Kostariki. In tukaj primer dobi nov preobrat. Caitlin Armstrong je pridržana v Kostariki zaradi kršitve priseljenskih predpisov. Torej je jasno, da je Caitlin pobegnila iz države, a postane še bolj nenavadno. Med preiskavo je ekipa za iskanje ubežnikov Lone Star ugotovila, da je Armstrongova pobegnila iz območja Austina 14. maja okoli 12:30. Ko je vkrcala na let iz mednarodnega letališča Austin-Bergstrom do letališča Hobby v Houstonu v Teksasu, nato pa je prestopila na povezovalni let do letališča LaGuardia v New Yorku. Ekipa za iskanje ubežnikov Lone Star je stopila v stik z uradom državnega tožilca Združenih držav Amerike v zahodnem okrožju Teksasa. Tukaj v oddelku Austin so pridobili nalog za Armstrongovo zaradi nezakonitega pobega, da bi se izognila pregonu. Ko je bilo iz videonadzora in vkrcanih kart razvidno, da je Armstrongova pobegnila z območja Austina nekaj dni po zaslišanju v pristojnih organih v Austinu. Člani operativne skupine Lone Star za iskanje ubežnikov so nadaljevali preiskavo in stopili v stik z ameriškimi maršali, regionalno skupino za iskanje ubežnikov New York, New Jersey ter ameriškimi maršali v vzhodnem okrožju Michigana, da bi nadaljevali preiskovalna prizadevanja, kjer so bila opravljena zaslišanja in nadzor. Med zaslišanjem je zaupni vir razkril, da so Armstrongovo prepeljali na mednarodno letališče Newark v New Jerseyju. In takrat smer potovanja ni bila znana. A kmalu je postalo znano.
Armstrong se je 18. maja vkrcal na let United iz mednarodnega letališča Newark in prispel v San Jose v Kostariki približno ob 8:30 po vzhodnem standardnem času. Armstrong se je vkrcala na let in pobegnila na mednarodno ozemlje s potnim listom, ki ni bil njen, ampak je pripadal nekomu, ki je bil tesno povezan z njo. Caitlin potuje povsod, od San Joseja do plaže Hako in nazadnje do Santa Terese v Kostariki. In 43 dneh, ko je Caitlin na begu, uporablja lažna imena, da ostane neopažena. In celo opravi plastično operacijo, s katero spremeni svoj videz, da bi se izognila prijetju. Po navedbah tujih uradnikov je Armstrongova spremenila svoj fizični videz. Obarvala si je lase na rjavo, postrigla si jih je krajše, približno do ramen, in na nosu je imela povoj, za katerega je trdila, da je posledica nesreče s surf desko nekaj dni prej. Ugotovili so, da je Armstrongova uporabljala lažna imena, med drugim Beth Martin, Liz in Ari Martin, ki jih je sporočila uniformiranim uradnikom v hostlu Don John v Kostariki. Armstrongova je ta imena uporabljala v joga studijih in drugih nastanitvah, odkar je 18. maja prispela v Kostariko. Uradniki, ki so sodelovali v preiskavi, so uporabili klasične policijske metode. Hodili od vrat do vrat, opravili več intervjujev, obiskovali različne joga studije in stopili v stik z nastanitvenimi objekti, ki jih je Armstrongova zapustila, kar je nato omogočilo, da so Armstrongovo pridržali organi oblasti v hostlu Don John, ki se nahaja na plaži Santa Teresa v Kostariki. Armstrongova je bila tam v Kostariki pridržana zaradi kršitve priseljenskih predpisov zaradi goljufive uporabe potnega lista. Armstrongova je bila pripeljana nazaj v San Jose po 6-urni vožnji iz hostla v San Jose v Kostariki, kjer je Armstrongova na koncu priznala svojo pravo identiteto. S tem je Caitlin pripeljana nazaj na ameriška tla in obtožena umora prve stopnje. Le 19 dni pred začetkom njenega sojenja Caitlin znova uide oblastem iz rok. Zdaj je oktober 2023 in Caitlin ima rutinski zdravniški pregled zunaj zapora okrožja Travis. Medtem ko je tam, poskuša pobegniti in za trenutek uide namestnikom šerifa. Nekaj dni kasneje tožilci izpostavijo ironijo. In tudi povedal sem ti, da 19 dni pred tem sojenjem je pobegnila iz šerifovega urada. Zdaj. Povedal vam bom, v čem je ironija. To poroto smo izbrali 30. oktobra. Z dokazi smo začeli 1. novembra na Dia de las Martas. Dan mrtvih, 1. november. To je dan, ko mehiško-ameriška kultura praznuje tiste, ki so umrli pred njimi. S temi dokazi smo začeli na dan mrtvih. Torej, vidiš na tem posnetku tukaj? Jo vidiš? Ne beži samo pred šerifovim uradom. Ne, gospod. To je 19 dni pred tem sojenjem. Ona beži pred tabo in tabo in tabo in tabo in tabo in tabo in tabo. In beži pred vsemi v zadnji vrsti, ker ste vi porota, sestavljena iz njenih vrstnikov. Vsak si zasluži svoj dan na sodišču. In ona ga je dobila. Še nikoli v življenju nisem videl toliko dokazov proti eni osebi. Na sojenju bodo tožilci predstavili vse te dokaze, od motiva do dejanskega DNK. Nihče drug na svetu ni imel 6-urnega Sig Sauer P365 in pustil svoj DNK na kraju dogodka. Nihče drug na svetu ni ustrezal temu opisu. Nihče drug na svetu ni bil jezen, da je njihov fant. Bill Z, Mo Wilson, Sam on. Nihče drug na svetu ni s svojim džipom krožil okoli 1708 B Maple 1 uro. Preden si slišal tisti strel ob 9:15. Nihče drug na svetu ni ustrezal temu opisu. To je tisto, kar narediš, ko nimaš ničesar. Spraviš se na detektiva in z njim govoriš o tem, kje nisi iskal.
Ne v količini dokazov, ki jih imamo. Poskušamo te odvrniti od tega. In končno, nihče drug na svetu ni zapustil prizorišča umora v džipu Caitlin Armstrong, ki je bil parkiran v tisti uličici od 20-40 dalje, 2 minuti po umoru. Ne potrebujemo nikogar drugega na svetu, da bi naredili te dejstva, ki jih je priča povedala z tistega stola, resnična. Caitlin in džip postane velika tema pogovora. Video dokazi nam pokaže, da je Caitlin krožila okoli naslova 1708, približno 1 uro. Pokaže nam njenega džipa v uličici, 1 minuto, prednji je Mo odklenil vrata. Mobilni telefon potrjuje GPS. In sledilniki GPS postavijo njenega džipa na prizorišče zločina ob času umora. Postavi ga ob 8:40, odhod ob 9:17 in prihod domov ob 9:50. Njen džip, njen GPS, izvlečen iz njenega avtomobila pri Carmexu in DNK na kolesu jo postavlja na prizorišče. Dokaz, da je bila Caitlin tam, ko je bila Mo Wilson ustreljena. Strelji ob 9:15, džip parkiran v uličici, odpelje po strelih. Caitlin in DNK na kolesu. Tolci, ki so se ujemali s pištolo. In kot je rekel detektiv Ramirez, je bilo osebno. Tako jo je ustrelila v srce, ko jo je videla na tleh. Na podlagi izstopa te krogle. Ko je obrambni izvedenec stopil na prostor za priče, je rekel 3-krat. In jaz, ojoj. DNK nam pove, kdo je bil tam. Se strinjam. To je njihov strokovnjak, ne naš. Naš strokovnjak je bil bolj previden, ko je govoril o razmerju. Rekel je, da DNK pove, kdo je bil tukaj. Ko primer končno pride na sojenje, tožilci naslikajo pretresljivo sliko mojevega prekratkega življenja. Mo Wilson je 25-letna čudežna športnica. Vsi iz kolesarske skupnosti, ki so pričali, so zmajevali z glavo, kako dobra je bila, pa je bila še nova v tem. Pravi čudež. Pri 25 letih so jo izgubili Matt ter gospod in gospa Wilson. Caitlin, kaj je ona? Prvi vrsti. Ko sem govoril z njo, mi je rekla, naj jo kličem Cash. Caitlin je ubila mojega prijatelja. Zato jo kličemo Cash. Caitlin bi dobila napad. Uboga stvar, še svojega imena ne maram. Tožilci se močno zanašajo na Caitlin Cash, mojevo dobro prijateljico, ki se je borila, da bi jo ohranila pri življenju, potem ko je doma naletela na grozljiv prizor zločina. Več kot 100-krat je svoji prijateljici izvajala masažo srca. Slišali ste to v klicu na 911. 10 minut, dokler niso prišli prvi reševalci. Ne, da bi vedela, da je bila verjetno mrtva že 45 minut. Spomnim se, da sem se nekaj ur kasneje zbudila v očetovi posteli s sestro in ugotovila, da to ni bila sanje, da je bilo vse resnično. Prejšnjo noč sem detektiva znova in znova spraševala, kdaj in kako bodo obvestili mojno družino. Naslednje jutro se mi je zdelo, da čakam celo večnost, da me pokličeta njena starša. Končno me je poklicala Karen in to je bil najtežji telefonski klic v mojem življenju. Jokala je kričala. Sprva sploh ni izrekla niti besede. Bilo je surovo in globoko izgrlo. Bil je to glas žalosti. Njen svet se je ustavil. Bila je zmedena in ni mogla verjeti. Ponavljala je znova in znova. Kdo bi sploh želel škodovati mojemu otroku? Odgovor na to vprašanje kaže na obtoženko Caitlin Armstrong. Zadnja stvar, ki jo je Mo Wilson storila v svojem življenju, 11. maja 2022 ob 21:15, je bilo, da je zakričala od groze.
Tudi najbližje prijateljice Caitlin so vedele, da je nekaj narobe. Govorimo o njenih najboljših prijateljicah, o eni izmed njih. Ena od njih pravi, da je prijateljica, druga pa, da je najboljša prijateljica. Povedala je Jacqueline Chastain. O pištoli mesec dni potem, ko je bila kupljena. Nicole Murch je rekla, nikoli je še nisem videla tako vznemirjene in zato si to zapomnim. Nikoli prej nisem videl tako vznemirjene, to so njeni prijatelji. Poklicali smo jih, vendar so bili njeni prijatelji, slišal si jih. Ne dovoli nikomur, da na novo opredeli najin odnos. Tisti dve gospe sta stopili v prostor za priče in rekli, da sta njeni prijateljici. In ena od njiju je rekla, da je njena najboljša prijateljica. In vemo, da je Caitlin poklicala Mo Wilson, da bi se z njo soočila glede K. To vemo iz zapisov mobilnega telefona. Ne vemo natančno, kaj je rekla. Zato tega ne bom povedal. Ampak vemo, da jo je poklicala in vemo, da je Colin poslal sporočilo in napisal, kaj za vraga. In vsi vemo, kaj to pomeni. In kar je še bolj srhljivo, je to, da ko sta dve najboljši prijateljici obtoženke slišali, da je Mo Wilson mrtva, sami poklicali policijo in rekli, bolje, da jo preverite. Bolje, da jo preverite. Torej, to so dokazi, s katerimi morate delati. Njena najboljša prijateljica je poklicala policijo. Tožilci menijo, da imajo dovolj. Posnetek varnostne kamere džipa, GPS, Caitlinin DNK in motiv. Caitlin je hotela, da Mo umre, ker je bila ljubosumna na Moin odnos s Colinom. A obramba se upira. Toda na koncu je poroti lahko odločiti o usodi Caitlin Armstrong. Obtoženka naj vstane. V zadevi številka D1 DC 223-01-129 Zvezna država Teksas proti Caitlin Armstrong, razsodba porote. Mi, porota, spoznamo obtoženko Caitlin Armstrong za krivo kaznivega dejanja umora, kot je navedeno v obtožnici, podpisano strani predsedujočega porotnika na današnji datum ob 14:14. Lahko sedete. Na izreku kazni za Caitlin spregovorijo Moini najbližji prijatelji in družina, vključno s Caitlin Cash. Mo je nekoč rekla, če nismo pripravljeni tvegati katastrofalnega neuspeha, verjetno ne sanjamo, ne živimo ali ne ljubimo na pravi način. To bom prebrala še enkrat. Če nismo pripravljeni tvegati katastrofalnega neuspeha, verjetno ne sanjamo, ne živimo ali ne ljubimo na pravi način. To je globoko, to je močno, to je dobro. Ni se bala stvari razbiti, da bi jih izboljšala. To počne z vsakim od nas. Razbija nas in nas uči, kako ponovno zgraditi svet okoli sebe na globlji, bolj smiseln način. In zato moramo biti hvaležni. Moramo biti hvaležni njej, ker je živela s takšno prefinjenostjo in živahnostjo, ker je resnično videla ljudi okoli sebe takšne, kot so bili, in ker nas je spodbujala, da smo boljši in da postanemo boljši ljudje. Tisti, ki so ji bili najbližje, so vedeli, da ni imela meja in bila je čast, privilegij biti v njeni bližini, četudi le za kratek čas. Tudi po vsem tem čutim upanje. Upam, da bom lahko živela življenje, na katerega bi bila ponosna in jo bom vsak dan nosila s seboj. Izberem svetlobo, izberem veselje in izberem ljubezen. In Caitlin, res upam, da boš tudi ti to našla. Tudi mojeva mama poda pretresljivo izjavo. Sovražim, kar si naredil moji čudoviti hčerki. Bilo je zelo sebično in strahopetno to nasilno dejanje 11. maja. Bilo je strahopetno, ker se nikoli nisi odločila pogledati iz oči v oči v civiliziranem pogovoru. Poslušala bi te. Bila je izjemna poslušalka. Skrbelo bi jo za tvoja čustva, bila je skrbna, empatična oseba.
Če bi si dovolil, da jo resnično spoznaš, je nikoli ne bi želel prizadeti. To se nikoli ne bi zgodilo. Ti in Colin bi lahko imela čudovito življenje skupaj. Dolgovala si svoje življenje, ljubezni svoje družine, naša življenja in zlomila srca še mnogim drugim. Ko si ustrelila Maraja v srce, si ustrelila tudi mene v moje srce. V srce si zadela Erika in jih spravila v pamet. Ustrelila si Marijahine bratrance, tete in strice ter vse ljudi, ki so jo imeli radi. Prebodla si njihova srca. Morala bo živeti s svojimi odločitvami in njihovimi posledicami, tako kot vsi mi na tem planetu. Ker si človek ustvarjen po Božji podobi. Molim za tvoje ozdravljenje. Edini način, da se to lahko začne, je, da priznaš svojo krivdo. Prevzemi odgovornost za svoja dejanja in poišči odpuščanje. V tej zgodbi ni zmagovalca. Tvoja dejanja so povzročila trpljenje na vseh straneh. Posledice se širijo kot valovi. Žalost za žalostjo za žalostjo. In končno je Caitlinina usoda zapečatena. To sodišče vas s tem obsodi na 90 let v teksaškem zaporniškem sistemu in na denarno kazen v višini $10,000, kot je določila porota. Lahko sedete. Caitlin Armstrong prestaja svojo 90-letno kazen v ženskem državnem zaporu v Gatesvillu v Teksasu. Upravičena bo do pogojnega izpusta po 30 letih prestane kazni. Pritožba za razveljavitev njene obsodbe je bila zavrnjena januarja 2026. Medtem pa zapuščina Anne Mariah Mo Wilson živi naprej. Njena družina je ustanovila fundacijo Mariah Wilson, s katero so zbrali $1000 za podporo kolesarskim programom za mladino. So celo sponzorji dirke Gravel Locos, na kateri bi Mo tekmovala le nekaj dni po svojem umoru. Eno svetlo življenje je ugasnilo veliko prezgodaj. Še leta pozneje se vsi vpleteni še vedno skušajo pobrati in doumeti to nesmiselno tragedijo. To je bil Crimes of Passion by Law and Crime. Jaz sem Ciara Gillespie.